Vojko, prišla sva do čopiča, prišla sva do ust in zdaj ta občutek, kako si ga iz rok prenesel v usta. Jaz v bistvu vse je v glavi, ne? Ali kako bi rekli temu? No, res je, ja. Pravzaprav vsi problemi so samo v glavi, ne? Ja. Ko nek problem začneš reševati, je to neko delo, ki ga je treba opraviti. Nekako tudi isto je bilo tukaj pri tej stvari, samo da takrat sem to videl kot res problem, ne? Ampak potem, ko sem pa jaz to bolj resno začel in ko sem začel pravzaprav ta čopič grist in na koncu že trskice ven pluvati in ne vem kaj, ker prihaja do tega, seveda, ne? In, mislim, in ko te začne boleti vrat, ne dokler delaš, potem te boli, ne? Dokler se to vse ne utrdi, ne? Zasmejal sem se, ker tako lepo pripoveduješ, ne, in tako, tako slikovito. Ja. Kako pravzaprav to zgleda, ne? Ja. No, če smo ravno pri tistih trskicah, ne, dostikrat se ti pravzaprav ne da s tistim ukvarjati, ker imaš problem na sliki sami, ne? In takrat prihaja do tega, da se zelo drobna trskica zaide v sapnik. Pol pa oprosti kašlješ ko vol, ne, mislim, ker moraš tisto skašljati ven, ker to peče, boli, vse je noter, no, ampak to je en tak detalj, ne. To je samo del tega, da pač jaz tako slikam, ne. No in tu se je seveda začel tvoj bogat, izjemno bogat slikarski opus, ne. Ja, jaz še danes pravzaprav ne vem točno, kaj vse sem vedel sem, da je pomembno, da slikam, ne da slikam enkrat toliko, da sem tisti nedeljski slikar, ne? Ampak da slikam, da če hočem se imenovati slikar, da moram slikati, da moram delati, ne? Da moram risati in nekako se učiti. Veš kaj, govorijo o inspiraciji, ne? A ni zdaj nekdo je rekel, da inspiracija v bistvu je vedno, ne? Problem je samo se spraviti k delu, ne? Ja, drži. Seveda, inspiracija mora biti, ne? Ja. Ampak interesantno, če ti pa recimo se lotiš in delaš tam, ti kar naenkrat, namesto da bi imel samo eno sliko za naslikati, ne, jih imaš, ne vem, kar naenkrat jih imaš 50. In ko dosežeš tisto tam, ki prihajaš do 30, jih imaš 300 in namesto da bi bilo manj, se množi in ideje prihajajo same od sebe. Pa v detajlih, pa v vsemu skupaj, pa v izvedbi in tako naprej. Kaj rad slikaš? Zelo rad slikam, seveda pejzaž je moj, ampak najrajši v pejzažu potem slikam soline ali breginjski kot. Breginjski kot, seveda tisti stari del, ne. Zelo dostikrat poslikaval, tudi imel nekaj odmevnih razstav in to je tisto, kar mislim, da bo mogoče res pustilo neko sled, ker tega ni več. Kar sem dobil še po fotografijah in tako naprej sem naredil, še imam za narediti, še se odpirajo tu pa tam. Ti se še spomniš tistega Breginja pred potresom, ne? Ko je še bilo. Seveda. Tudi moja rojstna hiša se je porušila, ne? Čisto do tam. Ja, so jo morali porušiti do konca, ne? Ni padla dol, ampak je bila tako zmahana, da je bilo treba porušiti. Potem se je oče odločil, smo naredili novo, hiša je gor, mi tukaj. Tako je, ne, mislim, bila je varianta, da se vrnemo nazaj, ampak potem je tisto, nekako sem videl, da jaz bom težko na vasi in starša bosta počasi obnemogla, ki mislim, mi 3 se vrniti, mama, oče in jaz. Je bilo boljše, da sem nekako šel v to, zato ker, da sem ostal, ne, zato ker gor ne bi bilo
te odprtosti, te perspektive. Tvoj kraj bivanja je zdaj prav Sveti Anton. Ja, Sveti Anton, ja, pri Kopru. Ja, tam sem si zgradil hišo. In galerijo. In galerijo. Sem imel lani otvoritev in tako je bilo to zelo tako, ne. Vedno sem si želel narediti lastno galerijo, oziroma jaz sem rekel streho za slike, ne. In to sem uspel narediti, ne. In tako, in zdaj iz tega ratabajo nove zgodbe in nove zgodbe, ne. Kaj misliš o slovenskem slikarstvu? Predvsem slikarstvu današnjega časa. Ja, današnji čas je, skratka, pojavljajo se novi obrazi, novi igralci, po domače rečeno, ne, in jaz mislim, da... Je veliko abstraktnega slikarstva. Ja, kar precej, ampak ne prav tistega inštalacij in tega ni prav zelo veliko, oziroma ker tega jaz ne maram, sem vesel, ne, ampak mogoče inštalacij ne razumem tako dobro. Si vendarle figuralik, ne? Ja, sem še zmeraj, jaz sem realist, ne, mislim. Realist, ja. Je pa tudi v slovenskem prostoru tudi ogromno pač formalno izobraženih slikarjev, ki slikajo nekako realistično in tako naprej. To je zelo nekako spodbujajoče, ker što si v tem, da danes se ta realizem vrača nazaj. In mogoče je to tudi dobro, ne. Ni pa dobro, recimo, za slovensko slikarstvo, da nekako, da ni trga. In potem slikarji ne morejo preživeti, ne. Prej so nekako preživeli, vsaj tista peščica je preživela tistih tako imenovanih režimskih slikarjev, ne, ki so nekje dobivali naročila od vlade, od podjetij, od države, od vlade, ja, od države bolj nekako, ne. Je tam šlo nekaj skozi, misliš, da tega danes ni, teh režimskih slikarjev? A so nekateri, ki so... Nekateri mogoče še zmeraj so malo blizu, recimo, ne vem... Ja, ki so imeli mogoče prejšnje naveze, pa so še zmeraj nekako tle notri zraven, ne. Ne vem, no, mislim, jaz vidim kot tukaj v slovenskem prostoru vidim nekatere, ki mislim, da imajo vse šanse, da bi tudi uspeli od zunaj. Seveda je tukaj Tobias Putrih, ki je zelo uspel, ki živi v Ameriki in tako naprej. Mislim, sem videl njegovo skulpturo v MoMI v New Yorku in če vidiš to, potem mislim, Primorci bi rekli, delaš šaltine di gioia, ne, skačeš od veselja, ki vsaj en Slovenc je prišel v MoMo, ne, mislim. Ne, in tako, ne, mislim, se jih je še nekaj, ne, samo njega sem omenil, ne, tako da je... Tudi tebi je uspela ena no, ne? To res, ja, to res. To je tvoj, bi rekel, en od tvojih gotovo... Ja, največjih vrhuncev, recimo, ja. Ja, tukaj mal razložiš to zgodbo. Sliko imamo tudi tukaj danes s sabo. To sem jaz tle in slika je tle od zadaj, ne. To od zadaj za nami, ja. Ja, mislim, to je katalog iz pariškega Louvra, kjer smo prišli To ni kar tako, ne? No, seveda ni kar tako, ne. No, ko smo prišli na to razstavo, tle je naslov, ne, tle Salon de Beaux Arts, ne. In smo uspeli priti Slovenci po letu 1892, ko je razstavljala Ivana Kobilica. Kako se je to zgodilo? Takrat razstavljala na tem salonu. In po njej Slovencev na tem salonu ni bilo več. Ne? In zdaj smo pa nekako potom Tatjane Doma Rodica, ki je častna konzulka v Franciji, častna konzulka naša, ne? Tudi Pirančanka sicer drugače, ne? Ampak živi v Franciji, je nekako zvedla, da bo možnost pri tam in nam je omogočila, da smo nekako potem, da smo prišli razstavljati. In tako, da sem tudi jaz se tam prijavil, seveda malo tako
kaj češ, domov pa mene povohal, ampak na koncu se je pa zgodilo, ne? In jaz sem bil zelo, zelo zadovoljen, ker sem šel skozi te komisije in sem uspel priti kje. Sponzorja sem moral sam zritati, ker Ministrstvo za kulturo nas ni hotelo slišati in tako naprej, ne? Ampak ni važno. Mi smo prišli na salon v Louvre in to je najbolj pomembno. In to ti je odprlo pot, ali ti odpira pot še kam drugam verjetno, ne? Kaj te še čaka recimo v prihodnje? Imaš kakšne... Mogoče še enkrat ne, se hecam, ne. Mislim, da s tem ti odpira možnosti, ti pa odpira tudi nekaj drugega, da se vsaki dan, kot sem že začel govoriti, se zavlečem v tisto luknjo, ki se kliče atelje, se je mogočen, je velik, ampak je tako zabasan z vsem skupaj, da mu rečem kar moj brloh. Ne. Ja. Skratka, in tam je treba potegniti čopiča, ne, je treba pljuvati čopič. Ne. In iz tega potem počasi nastaja. Ne. Se je na to odzvala kaj država? No, slišali so in tako naprej, ne, rekli pa so, ja, veste, mi moramo imeti to v programu in potem bomo mogoče čez par let to naredili. Jaz mislim, oziroma si želim, da ja ne bo ratalo spet 100 let, kot je napisal en novinar, da bojo spet prišli Slovenci na ta salon. Ne. Vem, da je nemogoče, da priješ še enkrat, zato ker je pač tako, da je tudi neki vrstni red in so tudi drugi in tako naprej, ki naj bi prišli. Ampak upam, da se bo to zgodilo. Kaj še rad počneš v življenju? Razen tega seveda, da ti je slikarstvo in hobi in delo in velika ljubezen. Ja, vem, da se rad pogovarjaš, ne? Da greš rad na kavo. Ne? Tudi to je res, seveda zelo rad grem na kavo. Ja. Tale moj spremljevalec, ker imam, hvala Bogu, tudi pravico do osebnega asistenta, reče, da gremo na službeni kapučin v mesto. Ne? In potem seveda tam zmeraj srečaš ljudi in tako naprej. Ne? Najrajši seveda kakšnega slikarja, ne? Če je le možno, dobim kje kakšnega slikarja in gremo skupaj na kafe. V Čirkolo ali pa na tržnico in tako, če se le dobimo, ne, potem seveda pade hitro debata o slikarstvu in to mene najbolj povleče, ne, in me zanima, ne, kaj nekdo drugi razmišlja, kako vidi to, ne. Včeraj smo imeli otvoritev razstave in je bilo polno teh slikarjev in smo vseeno uspeli spregovoriti recimo z Veljkom Tomanom, z Janezom Kovačičem in tako s temi slikarji, ki so za mene zelo veliki. Ne? In mi je v čast, da so sploh prišli na mojo razstavo, oziroma še od Adirja iz Izraela, ker je tukaj en Izraelc, vsako leto prije sem in potem smo skupaj razstavljali tudi on na vozičku in tako naprej. Je še kakšna stvar poleg slikarstva, ki te tako, ker čutim, da te kar posrka? Posrka, tako, ja. Bravo, ja. Ja. Seveda je polno stvari, ne. Recimo, ne vem, druga stvar, recimo kot na pol šport je recimo šah, ne, ki me tudi potegne, ne. Sem tudi precej dober, ne. Zdaj recimo na zadnjem turnirju sem celo zmagal, ne. No, tega nismo videli. To je tudi ena stvar, ki sem jo tudi prej veliko počel in jo še danes z veseljem tako, ne, in ne vem, drugi se nekako hvalijo, če me premagajo, ne, ampak to je tisto, ne, da enkrat toliko me lahko tudi kakšen premaga, ne. Poraz ne sme biti poraz, da te čist porazi, ampak mora biti odskočna deska in potem iz poraza lahko ti narediš zmago. Ker jaz sem tudi po 40 letih na vozičku sem naredil fešto. Pa sem rekel, čakaj malo, ne moreš to, da se tam, da pristaneš na vozičku delati fešto. Sem rekel, zakaj pa ne? A veš, koliko stvari sem jaz potem dosegel? In sem jih dosegel zato, ker sem na vozičku, ne zato, ker nisem na vozičku, zato, ker sem jaz iz tega ven, iz tega zornega kota in je bilo zelo uspešno in ljudje so bili zadovoljni. Je prišel tudi karizmatični doktor Turk iz Zavoda za rehabilitacijo in je rekel, kaj takega jaz še nisem doživel, ampak vidite, da je to potrebno, da se naredi, da se pokaže, da eden izmed teh vozičkarjev zna zaživeti kot človek, ne, da ga voziček ne ovira. Ne?
In Odlično. tako naprej, in tako naprej. Vojko, naj bodo te besede vzpodbuda vsem nam za življenje. Hvala lepa, ker si prišel na Da kavo. nisem jaz hotel za spodbudo, jaz sem hotel reči, Ja. da dajmo ljudje se dati skupaj, dajmo biti prijatelji, dajmo se imeti radi, dajmo videti, da sonce posije za vse ljudi na tem svetu in da to je tisto, kar je pomembno. Vse dobro. Hvala, Hvala lepa hvala. in srečno. Hvala.